Živijo punce, danes bomo ustvarili make-up za popoln selfie, kako izgledati na slikci čim boljš, kar lahko. Zato je potrebno poznati nekaj trikov in skrivnosti. Eden je zagotovo, da ne izgledaš utrujena, da izgledaš taka sveža, glamorozna in glede na to, da je bila beseda selfie leta 2013 brana za besedo leta, mislim, da je skrajni čas, da namenimo kar celoten tutorial. Torej, kako izgledati najboljš možno na selfiju osebko. Torej, če te zanima, kako dobiti največ lajkov z najbolj hudim make-upom, glej naprej. Evina, lepotilnica. Make-up za popoln selfie moramo zagotovo začeti z eno kremo. Jaz bom danes uporabila kar tole Face Cream Night Care, ki sem jo naročila na spletni strani mona.si. V bistvu je ful taka hranljiva, ima polno enih vitaminov, tako da bo idealna za podlago za ponoč. Tako da jaz zdaj tole najprej razmažem po celem obrazu. Jaz si ne predstavljam make-upa za popoln selfie brez podlage, ki bo preprečila, da se bo naša koža svetla, da bojo naše pore manj vidne. Tako da evo danes uporabljam tegale od znamke BH Cosmetics Foundation Primer. Občutek je kar malo tak silikonski, ampak meni je tale primer res fajn, tako zelo prepreči, da bi se koža začela svetiti. Make-up je nenazadnje tudi ful bolj obstojen, tako da tudi tole je must have. Selfie brez enega dobrega pudra ne gre. Evo, danes uporabljam tegale od znamke MAC. MAC pa, če še nisi zasledila na mojem Facebooku, prihaja tudi v Slovenijo. Nekaj se govori okrog 25. oktobra, ni še čisto znan točen datum, oziroma je, pa jaz ne vem. Vzamem čopič in ga nanesem na obraz. Ta puder mi je všeč predvsem zato, ker poleg tega, da seveda prekrije vse nepravilnosti, je tak mečkam bolj gost, ampak glih prav, da se dobro razmaže in nekako res ustreza moji koži. Tako da, evo, čim pride, grem zagotovo po novo stekleničko. Naš make-up in posledično selfie zagotovo ne bo izgledal v redu, če bomo na slikci izgledale utrujene. Tako da tukaj nastopijo korektorji. Obljubila sem, da se bom razgovorila in pojasnila, zakaj se uporabljajo teli barvni korektorji in mislim, da je zdaj odlična priložnost. A se spomnite pri likovni vzgoji, ko smo se učili tistega barvnega kroga? Rdeč, zelen, moder, polno enih barv je noter in zdaj nam bo to znanje dejansko prišlo prav. In recimo nasproti modre je, mislim, da oranžna in rumena. In evo, to pomeni, če so tvoji področnjaki bolj taki modrikosti oziroma vijolični, kakor so moji, da potem uporabiš oranžen korektor. Moji so, sicer sem mečkan narobe naredila oziroma pozabila sem nanesti korektor, preden sem nanesla podlago, je nekako boljš, ampak bom šla potem agar še enkrat čez. Tako da evo, zdaj uporabim čopič, vzamem neki tele oranžkaste barve in ga nanesem na predel podočnjakov. In na ta način se bodo tvoji podočnjaki bolj zakrili. In da bomo imeli res tisto popolno podlago in kožo, grem zdaj čez še s telim pudrom od znamke L'Oreal True Match. V bistvu moj najljubši puder za dnevne priložnosti, izhode, ful mi lepo prekrije nepravilnosti, znake utrujenosti. Tako da, evo, ker sem prej nanesla oziroma pozabila nanesti barvni korektor pred nanosom pudra, grem zdaj čez še s tem. Za pregib oziroma kot predhodno senčko bom uporabila tole od znamko Kiko, številka pa je 221. Je taka zelo nežno roza z rahlimi bleščicami. Evo, to je to. Danes pa bom na center veke uporabila eno čisto novo senčko. Zadnjič sem jo kupila, ker dan je bil petek, v centru Ljubljane od znamke Ciprija. V bistvu mislim, da se tako izgovori, od Milana. Vse izdelke oziroma vsi izdelki so bili znižani minus 50%. Sem vprašala, zakaj, pa je rekla gospodična v trgovini, da se zapira. Tako da ne vem, kaj ni štimal. Jaz sem bila v bistvu navdušena, nisem je testirala na učkah, tako da danes to naredimo prvič, kako se obnese. Lepo. Lepo. Tako, sem končala, vzamem en drug čopič. Evo, zdaj pa uporabim tole paletko, ful veliko tenkov je, v bistvu jih je koliko 88, BH Cosmetics znamka in uporabim tole rozasto senčko.
In v kotiček veke dodam še tole temnovijolično senčko od znamke BH Cosmetic v tej zadnji vrstici. Da dodamo še majčkeno globine našim lučkam. Make-up nadaljujem s tole črno barvico. V bistvu še zdaj ne vem, katere znamke sploh je, ker sem jo dobila za darilo. Od Monike, blogerke Sugar Love Blog. Obvezno prečekaj njen blog, če še nisi. Punca z ogromnim srcem in dušo. In še enkrat hvala, da si mi podarila tole barvico. Res je ena boljših, kar sem jih imela. Take tudi drobne bleščice ima noter. Meni selfie vedno ful dobro uspe, kadar imam res take zadimljene črne oči, lepo senčko in zato nekako zdaj ustvarjamo vse to, kar je že preverjeno. Nora pigmentacija. Gremo nazaj na tole paletko BH Cosmetic. Vzamem čopič za nanos na spodnje trepalnice in ponovno vzamem tole temnovijolično senčko in nanesemo jo na spodnjo veko. V bistvu bomo vse tako skupaj zadimle. Vzamem tole belo senčko od znamke Trended Up. Pri njej moram biti vedno ful pozorna, kako jo odprem, da se mi vse skupaj ne razprši. In nanesem tole belo v kotiček čist v notranjost veke. To bo ustvarjalo tako zelo svež, tak lesketajoč efekt. In kdaj, če ne zdaj, je bolj primeren trenutek za nanos eyelinerja. Uporabila bom kar seveda črnega, da se ujema s tole notranjo črto na spodnji veki. Tukaj pa potegnem tako še majčkeno bolj v notranjost, ker ustvari res ta hud, jaz rečem kar Kleopatra efekt. Pred nanosom umetnih trepalnic bomo uredile še obrvi. Danes uporabljam tole paletko od znamke Catrice Brow Palette Matte and Glow. Noter je senčka in glih tako vosek. Glede na to, da so moje obrvi trenutno majčkeno neurejene, jutri sem naročena na voskanje, bo tale vosek super prav pršel, ker jih tako zavaruje, usede in tudi, če so te dlačice tako malo daljše, jih zavaruje, da ne štrli kakšna levo ali desno. Da ne bo tale video čist predolg, zdaj zelo na hitro nanesem še umetne trepalnice. In nadaljujemo s senčenjem obraza. Uporabila bom tole paletko od znamke NYX, kar tole tretjo senčko. Pomočem tak prirezan čopič. In najprej začnem pri svojih ličnicah. Tukaj v bistvu tako s krožnimi gibi zabrisujem senčko, da ni kakšnih teh vidnih prehodov, tako da se trudite, da bo čim bolj zabrisana. V tej paletki pa se skriva tudi osvetljevalec, pomočem čopič in bom nanesla pod obrv, da bomo tako našo obrv še majčkeno privzdignile, pa tudi na ta način bolj poudarile. Yes, tole zgleda zelo dobro. Gremo k suhemu pudru, danes uporabljam od znamke LA Girl in sicer odtenek True Beige, da vse skupaj zavarujemo, da se ne bomo svetle, da bo tudi puder ostal na našem obrazu dlje časa, če boš potem, ko boš naredila slikco, še kam šla. Zdaj, kako izbrati najbolj primeren odtenek rdečila? A veš, recimo, ko športaš in ko se najbolj, recimo, zadihaš, pregreješ, smo ponavadi obraz tako, majčkeno rdeče ali pa dosti rdeče. In to rozo, oziroma rdečo, oranžno si zapomni in ta barva je tista, ki ne gre potem na tvoja lička. Moja so ponavadi tako nežno rozasta, tako da uporabljam tole, ta drugo senčko. Selfie brez highlighterja nekako ne gre, si ne predstavljam. Danes testiram in uporabljam tega od znamke Sense Primastic Hololighter. Takole ga odvijaš ven in naneseš tule nad ličnico. V bistvu potegne tako zelo na modro, nima pa tega visokega sijaja, kakor je meni všeč. Tako da bom jaz nanesla kar tegale mojega najljubšega od Maybelline.
Še šminko zberemo in smo, kar se tiče make-upa. Tole drugo senčko bom uporabila, nanesem pa z telim priloženim čopičem. To šminko je zelo težko nanesti, v bistvu je ful taka trda, zelo težko se maže. Ampak všeč mi je pa odtenek. Vzamem še tole svetlo Ta4 v tej paletki. Še en lip gloss poknem čez od Rimmel London in sicer Oh My Lip Gloss. Ja, tako mi je veliko všeč. Evo, jaz sem na hitro še frizuro vrgla na levo stran, lase zlikala in mislim, da je s tem make-up in frizura ustvarjena. Zdaj nas pa čaka samo še, da naredimo en res hud selfie. Tako da vzamemo telefon in akcija. Čeprav nikoli nisem ena, je tako. To je to, drage moje, če boš tudi ti naredila takšen look, ne pozabi poslati slikce oziroma deliti z mano. Na Instagramu lahko daš tudi kar lojtrico, Evina lepotilnica, pa bom jaz vse prelajkala, pokomentirala, delila srčke. Upam, da si uživala v temle mogoče majčkeno bolj zahtevnem tutorialu. Se vidimo naslednjič, uživi in čim več dobrih selfijev. Čau!